Pozdravljeni, dragi prijatelji. Glejte, jaz imam novo igračko. Ko vsi tu nekaj odpirajo, unboxing se temu prav, sem rekel, bom pa še jaz tole odprl, pa da majčkeno pogledamo, majčkeno pokomentiram in tako naprej. Tole je nova kamera GoPro 11 Black, je pa to drugače Creator Edition. Se pravi, so še neke dodatne zadevce, vam bom vse povedal. No, za začetek naj vam pa povem, da do zdaj sem imel tole kamero DJI Osmo Action 3, lušna zadevca z kitom, v kitu, to je še dodatke, se pravi, da sem dobil 3 baterije, pa še takale zadeva za polniti, ne, vidite, takole noter baterice damo in jih lahko polniš z enim kablom, to je ful dobro, ker z GoProjem se zmeraj matram, pa polnim tisto baterijo na GoProju, tako da je to ful dobro. Ročaj dobi zraven, ampak to ni kar kak en ročaj, je tak res dober. Res roka pade gor, bi človek rekel, ročaj je ročaj, tudi če bila lesena palca, ampak ni. Lejte, je, ko primeš, je tole drugače in s tem ročajem ti tudi kasneje na tla pade, kasneje spustiš, saj jaz imam tak občutek. Cena ugodnih 449 evrov. To sem kupil v Fotokliku, tle večkrat kupujem, tudi zmeraj mi šefe da kakšen popust, zdaj je bil pa šefe bolan, pa sem onemu zaposlenemu tam rekel, šef mi zmeraj kakšen popust da, upam, da boste tudi vi, no pa mi ga ni čisto nič dal, kar se mi malo za malo zdel, boste spet rekli, da sem muharen, pa cenkam vse posod, lejte, jaz sem slab za glihat, zelo slab. Imam enega znanca, on zgliha, tu ne morete verjeti. Tu ne morete verjeti. In zdaj, če vi to gledate, koliko en človek, ki ima jajca vprašati za popust, prešpara v življenju, to je mogoče 100 000 evrov ali pa še več. Tako da tudi en kolega mi je prepovedal, ko gre tekstil kupovat. Prav, jaz moram na blagajni rečem, mi boste kaj popusta dal? Prav pa v 60% primerih ga dobim ene 10%. Tako da, lejte, to lahko me imate za uhranjenega, lahko me imate za stiskača, lejte, v zgubo mi sigurno ne bojo dal. Tako da, ja, nisem dobil popusta, verjeten je trgovec mislil, kaj sem super naredil, ker mu nisem popusta dal, ne, smo več zaslužili, ampak jaz mislim, da na dolgi rok so manj zaslužili od mene, ker mi ni bilo to čisto všeč, ker se je sam malo nasmejal, saj rekel bi, ne morem dati popusta, zlagal bi se nekaj, bi rekel, veste, tle imamo pa tako majhno provizijo, da ga pa res ne morem dati, ne. Pa mu morda še verjel, kaj pa vem. No, zdaj tle v tem kitu, naj povem sam ročaj. Ročaj sem za ta star GoPro kupil, ki sem je zlomil, sem dal v Big Bangu 40 evrov, ali pa 38 ali pa 39, ne. Že ročaj je drag. In tle, če gledam, da dobimo kamero, ročaj plus 3 baterije, še s tole fino zadevco za polniti, je to ful ugodna cena. Je pa zdaj, če primerjam to z GoProjem, lejte, moram tudi po pravici povedati, jaz nisem neki strokovnjak in tale moj video tudi ni za neke fotostrokovnjake, ki se spoznajo 1000-krat bolj na to, kaj jaz. Lejte, tale video je za kakšnega mogoče, ki že je ljubiteljski, da je malo ljubiteljsko snemal, slikal, ali pa, ki razmišlja, da bi pa ne ve, kaj kupil, ali pa za mogoče kakšen influencer, ki pač influencerji
se ne spoznajo tako dober v neko foto, video opremo kot neki res strokovnjaki. Ker zdaj neki strokovnjak vam bi lahko ful več vsega povedal, kakor bom jaz. Jaz bom tisto, kar vem po domače, tudi tisto, kar je za, bom rekel, za te preproste uporabnike najbolj pomembno. Pa tudi ne vzeti vse, da je čisto točno tako, kar rečem, ker sej pravim, nisem neki jaki strokovnjak, ampak glejte, sej boste videli, gremo čez. No, v glavnem zdaj, če primerjam tega Osmo 3 Action pa GoPro 9, zdaj, če so kakšne razlike, glejte, jaz jih nisem videl. Razen baterije tle malo več zdrži. Zdaj, kaj je pa razlika med tem, ki je 449, pa med tem čist novim GoProjem, ki sem mu prej 9-ko, pa ne vem, to bom pa zdaj, ko grem na Filipine, čez 2 dni, bom pa tam povedal. No, zdaj ne še povem, da mi je GoPro 9 crknila in zato sem tudi tega mogel kupiti, ker pač na potovanje jaz ne morem iti brez rezerve. Kaj, če mi ta crkne, kaj, če ga kje pozabim, kaj, če mi kje pade na tla, buhne, dej, glih rečemo, sem le gor na objektiv, pa ne bo delal, rabim rezervo. Tako da sem rekel, moram kupiti in sem šel tole kupiti. In sem bil pa, kar sem prebral od njemu, pa to, sem bil pa navdušen, boste videli, zakaj, ki ga bom odprl. No, zdaj še naj povem, da je ta GoPro 11 sam, ne Media Kit, je v Big Bangu 599,99 evra. To je drago, ker nikoli še nisem za GoPro toliko plačal. Pri Fotokliku je pa 480 evrov, tako da Fotoklik ima dobre cene. Ampak takrat, ko sem kupoval tega, oni niso imeli GoProje, če ne bi mogoče že takrat tega kupil. 11-ko. Sam ne bi najbrž tega Media Kit, ki sem mi vse mudil v ta zadnje dni, po vprašanje, če bi ga. Tako da, zdaj sem pa videl, da ga imajo na spletni strani. Čeprav veste, kdaj se tudi naredi, na spletni strani je, v trgovini ga pol pa nimajo. Čeprav mislim, da to ni glih pri Fotokliku, se pravim, lejte, jaz imam s Fotoklikom ful dobre izkušnje, ne bom nič kritiziral, samo na tega trgovca sem mačka ni jezen, dal bi mi 10 evrov popusta zaradi lepšega, ker vem, da vsak, ki ima ugliha, ga dobi. Jaz pa nisem, jaz sem pa samo rekel, če bo, ne, to je tako kot pri puncah, če nisi vztrajen, ni nič. No, tale sem ga pa kupil pri Fotobeseničarju, nič nisem glihal, ker pri Beseničarju mi pa kdaj posodijo kakšen fotoaparat za test. In bi tudi še ne 2 rad testiral in se bom z njim zmenil, da mi ga bi posodil. Enega Nikona imam že zmenjeno, da mi ga bojo posodil, pa sem hotel, če mi ga dajo za na Filipine, pa so rekli, da ne, da je predolg cajt. Če mene vprašate, so naumni, ker oni teh fotoaparatov imajo kukrčjo, po mojem, za posoditi, bi jim neko reklamo naredil, ampak dobro, to je njihov problem, tu ne bom šel, ga bom pa dobil verjetno za 10 dni, pol, ko pridem nazaj, če mi ga pa niso niti za 10 dni pripravljeni dati, pol jih pa k gleda. Enkrat so mi Sonije dali za 3 dni. Kaj, če mi jaz za 3 dni, 3 dni je premalo, da malo naštudiraš, Sonije čist drugačen, jaz se nisem znajdel, tako da sem ga 3 dni imel, pa nazaj sem ga nesel, pa ga sploh probal nisem, ker je bil preveč zakompliciran zame. Tako da, no, za tole sem dal 785 evrov, dal sem mi okoli 45 evrov popusta, tako da zdaj ga bomo pa odprli, pa da vidimo, pa bom sprot mačkem povedal, par stvari tudi sem prebral od njih, tega pa vem, v glavnem vse vpise pa to, kar sem gledal, so me navdušili. Bom pa povedal pol, kaj zdaj prvi pogledajmo, kakšen je. Lejte, jaz
nisem neki tak, da bi se ful veselil nekih stvari, ki jih dobim, zelo redke so, ampak tale pa je. Tale pa, lejte, sem komaj čakal, da bom tole posnel, čeprav je zdajle ura 10:30 zvečer in se mi ni hudo dalo snemat, ampak sem rekel, bom, lejte, že škatlica lepa, ne. Lejte, kaj je ta glavna stvar, tudi, ki me je prepričalo, da sem ta Media Kit vzel. Lejte, tole je tale ročaj. Lejte, ki ima komande gor. Lejte, vidite. Se pravi, lejte, GoPro mi tudi ni bil všeč. To ima ozmo boljš kot GoPro. Ko klikneš, pa da začne delati. Ne pa, da kdaj dela, kdaj ne dela, ne veš, a si dost pritisnil ali nisi dost. Tako da to mi sploh ni všeč. Pri GoProju sploh ne, tle je malo boljši, ampak ne še čisto dober. Lejte, tle je pa lepši gumbek, ki bo to boljš delalo. Veliko boljš. In pol zgleda, povežeš gor GoPro in to je to. Ma tudi, lejte, da nam je to zlomil vse, to moram ful paziti. Aha, lejte, vidite, takole, da ga postavite, ne? Sem to prav naredil? Ja, verjeten, da sem. Jaz sem polke gleda, ne razumem čisto ga, lahko tu kako obračaš. No, tole moram priznati, da ne razumem. Ali pa kaj ne znam. Ne vem, mislim, zdaj, če dam, bo kaj snemal, bi pa mogel mene, ne? Tole mi ni jasno. A pa če ga tako daš, jaz sem je pa po stran. Ne vem, lejte, tu moram še pogruntati, ni mi jasno. No, veste, kaj še fora tegale? Da je tukile, verjeten bo to tole, da nam zdaj je že na začetku kaj uničil. V glavnem, lejte, tole zgleda je baterija. Oziroma, tle noter je baterija, ki zdrži 4 ure za snemanje v 4K resoluciji. To je ful. Ker ta baterija v GoProju, pa ne vem, če 20 minut zdrži. In tu skozi te baterije menjati, pa živčen, tako da to mi ful pomeni, da je to. Čete mi je pa, aha, takole, ja, pa no, tole je ful dober. Tu ful dober. No, zdaj gremo pa naprej. Kaj je to za ena stvar? Aha, lejte, gor je tudi, bomo šli to kasneje pogledati. Lučka. Baterija. Baterija, lejte, je čisto mehna. Ne, ni, sam tukaj je bela okol, pa je manj zgledala. No, aha, imaš tudi neko to uhišje. Zakaj točno je ta uhišje? Ta uhišje, lejte, lejte, mikrofonček. To siguren se bo veliko bolj slišalo s tem mikrofončkom. Pa še ne, tle gor, daš pa še tole. Lučko. Jaz sicer ne vem, koliko bo tale lučka svetila kaj, je pa res, da GoPro, pa ta ni čist nič boljši, nista dobra v teh, na soncu je slika ali pa na naravni svetlobi je slika ful dobra. Če so pa luči, to pa vse nekaj megeta, je pa vsak telefon bolj dela. Tako da mogoče pa lahko takele lučka kaj reš. Mogoče, lejte, ne vem. Nisem zaradi lučke kupil ta kit, kreator kit, niti zaradi mikrofona, ker se mi zdi, da se kar dobro tudi mikrofon, že ta osnoven dober dela. Jaz sem predvsem zaradi tega ročaja kupil, ker je baterija. Baterija 4 ure, pa da bom tle vklapljal. Vklopiš tle, in tu, mislim, veliko boljš. Upam pa, da se tudi kaj hitrejš vklaplja, kakor se, vejte, koliko enih stvari še tle noter. Vejte. Se pravi, dober, teli šraufi, razni nastavki, ful dobra zadeva, ful kabli, tole, ko bo to bo okej, da
Tukaj s tole takole hitim, da nam še kaj uničil. A tole bo... Ja, lejte, za mikrofonček. Se ste govorim profesionalna zadevca. Lejte, za mikrofonček, če piha, pa take zadeve. Tole je ful dober. No, pol tle, lejte, razni nastavki so še noter. Če tlele noter je čakaj, kje pa kamera? Kamera je tle. Tlele noter je še nekaj. Res zanimo, kaj je tlele. Ne, nič ni. Sem pričakoval, da bo tlele nekaj zanimivega, pa ne nič. Okej. To je to. Super, tudi taka torbica, to bom kar torbica vzel, pa bom v tem nosu rabiš tu, da imaš vse noter, ne? No, zdaj pa še sam kamerca. Zaščitena na polno. Evo. Ajde. Evo jo, lejte. Lepa, mislim lepa. Saj čist ista ka devetka, bi rekel, ne. Se pravi, zdaj tle damo to, damo gor. Ja, po mojem, da tukajle. Tale šravf vzamemo. Šravf vzamemo. Mi bo zdaj takoj pol pala na tla. Ja, te rekel sem štoras mal za te stvari. Največ, da sem res. Evo, lejte. In tu sem vam hotel reči, lejte. Zdaj lepo tlele pritisno. Tak, pa bo začela snemati. Tole verjeten je treba nekam vklopiti. Kam? Pojma nimam. Mogoče sem celo to kamero jaz narobe obrnil. Mogoče je tu treba, kad tle baterija. Tlele menda ni za vklopiti, pa da bi rekel, da tle vklopiš, rečemo, ne pa da je pol tu odprt, tu ne verjamem. Ne vem, to mogo še naštudirati. To bo mogel še naštudirati, mi je pa iskreno povedano malo čudno. Malo čudno. Ok, to smo zdaj odprli, bom to pol naštudiral, pa bom še pokazal. Zdaj pa naj povem par stvari v tej kameri. Zakaj mi je tukaj všeč. Lejte, ima nov senzor. To pomeni, da ne bi bila kao boljša slika. Zdaj kao, lejte, tu tle pravijo, da je revolucionarni tle, berem, kar so drugi napisali. Zdaj, veste, a je to revolucionarni ali ni, jaz ne vem, bomo videli. Ampak, ko sem gledal posnetke, so bile ful dobri. Potem, kao ful dobra stabilizacija je. Neki nov program, ki to ful bolj stabilizira in dobro, tam na unih demo videih je to videti kao ful nekaj dobrega, ne. Ampak se veste, tam to bolj prikažejo, kakor je ponavadi. Potem slike se menda da ful dobre ven dobiti iz videa, ne. Ker se spomnite, ko sem bil na Tajskem, ko sem se takole snemal, pa mi je opica gor prišla, pa sem sliko ven vzel, je bilo ful dober, ne. Tako da to je dober.
Potem 5,3K je. Sicer jaz zdaj v 4K snemam in bom tudi naprej v 4K, že tu v 4K, veste, koliko tu placa zavzeme na diskih, obdeluje koliko časa uploada, tako da ne bom šel zdaj iz 4K na 5,3K, ki je tu ful preveč. 4K je čist dost. Pomende, da so fotografije ful dobre. Potem ena ful dobra stvar, ki se mi zdi, da ti zakleneš horizont. Da pol tudi, če malo kamero dvigneš, nagneš, pa je takole nagibaš, je še zmeraj naravnost. Kada bi bilo čist naravnost. Tu sem bral in piše, da je kao čist uno, ki bi se po liniji premikal. Zdaj, koliko to bo res delovalo, bomo videli, vse bomo probali. Potem, da ima več kot milijon barv, pa neko 10-bitno sliko, to sem nekje bral, če večbitna slika so bolj lepe barve, bolj lepa modra, bolj lepa zelena in tako naprej. Nov digitalni objektiv, to zdaj ne vem, objektiv je to, ki piše z razmerjem stranice 8:7, ki jih omogoča naš novi slikovni senzor in je ponudil kot širokokotni posnetek 6:9. 6:9 jaz tu snemam, ta format na YouTubeu je 6:9, tako da ne vem, kaj je tu, bo tukaj boljš ali ne, tlele v tem kar nekaj tu piše, ali je kaj pol piše, da so še novi nočni učinki. Potem, da je to za prenos v živo, da dobro dela. Zdaj, jaz do zdaj, ko sem na 9 probal, da bi tu šel prenos v živo na Facebook, se ni hotelo povezati s telefonom, nič ni šlo, tako da upam, da ima tu kaj boljš. Tako da vedeti pa ne morem, tako da bom jaz tu še kaj, ki bom na Filipinih, pa vam bom še kaj, vam povedal. Drugač pa ta star GoPro 9 mi je crknil ravno na Tajskem. In evo, celo dela, baterija polna. Na Tajskem mi je crknil in jaz mislim, da zaradi vode. Mislim, da zaradi vode, ker mi je takoj, 1 uro potem, ko sem šel z njim v morje, pa je bilo vse zaprto noter, tako da ni tu problem. Pa s tem sem imel že skus probleme. Res, skus sem v probleme. Nisem v problemu samo jaz z GoPro 9, ko ga je imela tudi Jaša in tudi sodelavci kupil. Mislim, da so obe dvema zamenjali. Tako da upam, da tu zdaj ne bo problem. No, zdaj tega ne bom pod vodo nič uporabljal za vsak slučaj, te za pod vodo imam tega. Tudi tega nisem hotel pod vodo, ki mi je GoPro crknil, sem rekel, ne bom. Ampak sem mogel, zato, ker smo se z raftom prebrnili na Tajskem. Bom dal link do tega videa spodaj, v opisu tega videa, bom dal link do tega videa, kako sem snemal, pa smo se prebrnili. V bistvu sem kako sem se prebrnil, sem vse posnel, tudi pod vodo bil. Je bilo kar nevarno, veste. Se je pa pol na posnetku videlo, da je ki je raft vozil, da ga je zanič prebrnil. Tis je bila zanimiva zgodba, si poglejte,
človeku sem drugač hvaležen, da je tu prebrnil, ker sem do dobrega posnetka prišlo, ampak veste, polka sem šel pod vodo, me nekaj obrača, se dvignem gor, grem proti ven in se zaletim v drug čovn, ki jih je bilo čist na kupu, so se drug od drugega zaletavali. Če bi če tu bilo v Sloveniji, pa da mi nekaj tacga naredi, ne bom govoril, kaj bi z njemu naredil, ko bo grdo zvenelo. Drugače pa video si pogledajte. Tako da ta je šel pod vodo, ki je pač šel in zdaj tega za pod vodo, če mu bom tega uporabljal. Dobro, bom videl, razen če bo tle ful lepše slike ali tu, ne vem, bom videl. No. Tako da samo 50 ur še je do odhoda na Filipine. Veselim se, res se veselim. Tuk video in fotomateriala, kakor ga bo zdaj, ga ni bilo še nikoli. Zakaj? Zato, ker grem z agencijo in mi ne bo treba nobenih avionov bukirati, nobenih hotelov, ne bo mi treba iskati, kaj bom šel pogledat. Veste, tukaj sem vam zdaj naštel, tu vse ful časa vzame. In zato bo tukaj tega. In jaz vam svetujem, da vkolikor še niste, me nasledite na Instagramu, pejte na Instagram, najdete me po Tomaž Gorec in me zasledite, ker sem se odločil, da to potovanje bom vsak dan uživo, ker tam bom imel telefon, njihovo SIM kartico, bom vsak dan uživo, skoraj uživo objavljal storije. Prav, bo nekaj zanimivega, bom story posnel, ne vem, 15 sekund, pol minute, minuto, največ je lahko minuto dolg na Instagramu, če bo več zanimivega, bom 2,5 minuto in takoj objavil. In boste skoraj uživo lahko videli, kaj se mi dogaja, kaj zanimivega vidim. Seveda bom pol še te daljše videe, ki jih delam na YouTubu, jih bom delal, tako, ki sem jih Tajsko, tako, ki sem vse drugo, Gruzijo, Turčijo, Tenerife, Jordanijo, vse, kar imam, če si niste pogledali, si pejte pogledat. Ampak ti se potem en dan zamika, ker ponavadi čez dan snemam, zvečer zmontiram, ampak seveda preden vse to obdelam, uploadam, naredim prikazno slikco, to je naslednji dan pol objavljeno, tako da za en dan zamika, bom pa to objavljal. Tako da tudi, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, popolnoma brezplačno, da ne boste zamudili kakšnega mojega videa. Samo gumbek naročite se, pa zvonček kliknete in to bo, upam se trditi, zelo zanimivo. Lejte, zelo zanimivo. Upam se trditi, res. Na Filipinih tudi veliko Slovencev živi in jaz tudi upam, da bom z velikim tem Slovencem naredil intervju. To bo tudi ful zanimivo. Tako da, jaz se tega tako veselim, da vam ne morem povedati. Pa tudi dron bo. Tudi dron bo, tako da bojo super dron posnetki. Se veselim. Pa tudi na Instagramu bom tudi objavljal te kratke rile. Kakšen lep posnetek z dronom, neko musko od zadaj ali pa nekaj tacga zanimivega. To bom zdaj mucaj, bom tu montiral, delal. Kaj bo tu dober. Tako da, lejte, če me ne sledite na Instagramu, pejte pa me zasledite. Po Tomaž Gorec me najdete. Tako da, lušno bo, komaj čakam. Evo, tole zdaj snemam en dan kasneje, sem zadevo sestavil, vidite, imam vse gor. Zanimivo, lejte, to se lahko obrača, in da pol, ker nisem jaz to pogruntal, kako pol postaviti, in pol imaš stojalček,
daš lepo takole gor in lahko sebe snemaš, drugega, kar češ. No, tale lučka gor, sem jaz rekel, to ne bo nič, ampak sem se zmotil. Čakajte samo, da vam pokažem, tukaj, tle je svetenke, ampak, prej sem svetil v sebe in to je močno, tako da kako se bo to zdaj ugasnilo. Moram tiščati ali kaj, takole. Tako da tu lučka kar dobra. Drugač pa zakomplicirano pa tako, da vam ne moram povedati vse. Da sem povezal aplikacijo pa telefon, koliko sem se matral. Dobro, da sem povezal tu pa tule, sem na YouTube pogledal, pa sem hiter najdel. Nastavitve pa vse. Mislim, tle, če kdo misli, da je kakšna logika, jo ni, Tako da jaz verjamem, da je tole dobra kamera, da bo fejst dobro snemala. Ampak GoPro na enostavnosti boste mogli pa še kaj narediti. Tako da tistmu, ki mu je muka se s tem ukvarjati, pa nekaj iskati, pa nekaj, ki se ti zdi logično, nič ni tle logičnega. Nič, jaz sem se, pa je to zdaj že to tretji moj GoPro, pa sem se matral. Rečemo, tudi nastaviti resolucijo, je bilo zmeraj, si sem tle kliknil, tak resolucijo, število slik in tako, si sem kliknil, ti odprl, pa si nastavil. Ja, dobro, se je zdaj glih tako, na začetku ni bilo tako, sem mogel nikje prejne druge nastavitve najde, da se mi je tam pojavilo. Tako da se bom kar še namatral s tem. Ampak mislim pa vsem, da je dobra kamerca. Tudi ene stvari mi niso tam jasne, mislim, veliko stvari mi ni jasno. Lejte, jaz sem tokle vam povedal, kakor sem vedel. Lejte, za vse ostalo pa spremljajte moje potovanje na Filipinih, boste videli, kakšna je slika, boste povedali, če je kakšna razlika. Pa sprot bom še malo povedal, kako zadeve delujejo, če bom kaj tacga pogruntal. Tako da to bi bilo to. Hvala, ker ste pogledali do konca. Pa, kakor sem že rekel, spremljajte me na Filipinih. Še dobrih 24 ur pa grem. Ja, dobrih 24 ur. 30, rečemo, pa grem. Nič, lepo se imejte. Hvala, ker ste si pogledali video do konca, pa jaz upam, da si boste pogledali te videe, ki jih bom s tole kamero posnel. Imejte se, živja.